Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat sem v družbi eksotične hišne ljubljenke po imenu Bimba, ki navdušuje otroke v vrtcu Fransko. Seveda pod nadzorom vzgojiteljice Ane. Bimba ni nevarna, saj sodi med najstrupene kače. Spada med vrsto ameriški gož, pravijo pa je tudi koruzna kača. Namreč, poglejte, na spodnjem delu telesa ima takšne zanimive vzorce, ki spominjajo na zrna koruze. Prav tako pa se ta kača rada zadržuje v okolici ameriških koruznih polj. Bimba je udomačena kača, ki je navajena ljudi, predvsem pa otrok. Rokovanje s kačo ni zahtevno. Pozorni moramo biti samo, da jim danes stisnemo premočno. Prav pa je, da je poleg nas oseba, ki kačo pozna ter zna rokovati z njo. In tale kača Bimba je ljubljenček, kot na primer imate sami morda doma hišne ljubljenčke, kot so mucki, kužki, hrčki, zajčki in podobno. Če pa slučajno srečamo kačo v naravi, je bolje, da se umaknemo in je nikakor ne poskušamo božati ali prijeti. Namreč te kače niso navajene ljudi in bi se lahko počutila ogroženo. Ampak tale kača Bimba, kot vidite, je res prijazna ter prijetna. Sedaj pa jo bo odložila v njen terarij, odkoder bo lahko tudi ona prisluhnila zelo zanimivi pravljici, v kateri nastopata, ne boste verjeli, prijatelja kača Vilma ter mišček Benjamin. Zelo luštna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Brez panike. Tako, pa zdaj bo odložila v terarij. Tako, boš lahko v miru poslušala. Evo. Vilma, pisana kača velikanka, se je strašansko dolgočasila. Že celo večnost je bila zaprta v živalskem vrtu. V njem je bilo prav vse premajhno in preozko za ubogo revo. Tudi njen stekleni kačjak je bil nesramno majhen, še pretegniti se ni mogla. In tiste obupno kosmate miške, ki jih je vsak dan dobila za kosilo, niso bile samo majhne in kosmate, temveč čisto majčkene, kosmate in brkate in čisto brez okusa. Fuj. Kača Vilma je otožno mežikala v svet in razmišljala o svoji kruti kačji usodi, o izgubljeni zlati svobodi in o dobrotah, ki jih je nekoč davno jedla doma na zelenem otoku sredi morja. Iz sanjari je kačo zdramilo škripanje. Nekdo je dvignil streho in vrgel Vilmi brcajoči zajtrk sivo-belo miško. Strmoglavila je naravnost vzevajoča kačja usta. Ampak danes zajtrk sploh ni bil priden. Počakaj! Se je zadrl na ves glas. Od silne groze se je kači skoraj zaletelo. Zajtrk se je s težavo držal za njene čeljusti. Če me ne boš požrla, ti bom pomagal uiti iz tega aresta, je zadnjimi močmi sopihal. Kaj? Ti, miš, mi boš pomagala? Je kolcnila kača in se zakrohotala iz dna srca tako gromko, da je zajtrk padel iz ust. Ne vem, zakaj se tako trapasto režiš, se je razjezil zajtrk. Jaz sem pogumni mišek Benjamin in če mi obljubiš, da me ne boš pregriznila, nama bom izkopal podzemni rov. Ušla bova. Pa poskusiva, si je mislila Vilma. Takle tečni kosmati sivo-beli zajtrki tako ali tako ni preveč dišal.
In če Benjamin ne bo držal besede, ga lahko pogoltne kasneje, za kosilo. Prav, je pokimala. Častna kačja beseda. Benjamin se je urno spravil k delu. Luknja v tleh je bila vse večja in globlja. Ko se je zvečerilo, je bil rov narejen in kača in mišek sta se v zavetju noči splazila na prostost. Zunaj, na koncu rova, je čepel debel mačkun in radovedno opazoval luknjo. Čakal je na sočno mišjo pečenko. Toda namesto slastne požrtije je iz luknje butnil sikajoči dvoglavi stvor. Do kosti pretreseni maček jo je takoj pobrisal v temo. Si videla, kako sem ga prestrašil? Je od sreče zažarel mišek. Tak mačkun pa se boji ene uboge miši. Živela svoboda! Sta se zasmejala ubežnika. Odplazila sta se do roba gozda in prespala dan v votlem deblu. Mišek je bil po tako napornem delu strašno utrujen in si je dolg spanec pošteno zaslužil. Pozno popoldne ga je kača zbudila iz globokega sna. Gromozansko sem lačna, je potožila. Že 2 mišja obeda sem izpustila. Benjamin je opazil sestradane kačje oči in se v hipu popolnoma prebudil. Brez panike, spoštovana gospa, našel bom večerjo za 2, je brž spesnil. Do večerje pa si v trebuhu naredi vozel, morda bo pomagalo. Odpravila sta se v bližnje mesto. Tu me počakaj, je zašepetal Benjamin. Poiščem nama kaj za podzob. In res. Kmalu se je vrnil s sirom in sadjem. Oprosti, ničesar drugega nisem našel, je šepnil. Kača je v trenutku pogoltnila ves plen. Ti si ena velika packa, veš? Se je pritožil mišek. Sadje sem res prinesel zate, ampak sir bi pa z veseljem grizljal tudi sam. Zakaj se razburjaš? Se je hahljala kača. Naredi si vozel v trebuščku, to menda pomaga. In mali mišek si je moral poiskati nov košček sira. Ko je bil končno sit, je Vilma predlagala. Pridi, Benjamin, igrajva se. Zvila, svecljala in zvozljala se bom okolo. Primi se za moj rep. Zavalila sta se po klancu navzdol prav do pristanišča. Naenkrat se je kača ustavila in otrpnila. Tole tukaj mi je nekam znano. Kje sva? Trapa zelena, to je pristanišče. Sem priplujejo ladje, se zasidrajo, čez čas pa spet odplujejo na pot, je pojasnil mišek. Točno tako, je žalostno zavzdihnila kača velikanka. Pred 5 leti so me s prijatelji z otoka pripeljali sem. Benjamin, domov bi šla, domov. Se je zamislil mišek. Če te je ladja pripeljala sem, te lahko odpelje še nazaj, a ne? Splezala bova na najvišji dimnik in si ogledala vse ladje. Če bova imela srečo, boš opazila tisto barko, ki te je prinesla v to deželo. In po isti poti naj te odnese še nazaj. Prijatelja sta si z višine ogledovala brkače. Benjamin, tako dolgo je že od takrat, pa še slabo vidim. Ne vem, mogoče je pa tista ladica tam čez. Kar poskusiva, je rekel Benjamin. Kaj še čakaš? Gotovo naj ne bodo hoteli vzeti seboj, je v strahu zastopkala Vilma. Brez panike, strahopetnica, bova pač slepa potnika, se je zahihital prebrisani mišek. In kam me boš skril ti v svet? Jaz vendar nisem miška,
je stokala Vilma. Bom že, ti kača velikanka posranka. Pomagaj mi priti na tole barko in pohiti, če ne opazijo, jih dobiva poriti. In kaj zdaj? Se je tresla Vilma. Zdaj? Zvila se boš v klobčič kot ladijska vrv. Vsi mornarji bodo mislili, da si prava, je zaukazal Mišek. Kača ga je ubogala in se zvila v pisan svitek. Benjamin pa se je potuhnil nekam v sredino. V jutranji megli je paluba oživela. Mornarji so hiteli sem ter tja, povlekli vrvi, dvignili sidro in jadra. In ladja je zaplula na odprto morje. In nihče, prav nihče ni opazil, da je bila ena izmed debelih ladijskih vrvi nenavadno živih barv. Že 2 dni je plula ladjica čez ocean. Kdaj bom doma? Je tarnala kača. Sploh si ne morem več premakniti. Od samega ležanja sem že čisto trda. Uboga jaz. Brez panike, kača kačasta, kot bi mignil prideš tja, jo je tolažil Mišek. Kopno, zemlja, je zatulil mornar z jambora. Vilma je oprezala čez ograjo in razburjena zasikala. Benjamin, to je moj otok. Trdno se mi primi, odplavala bova. Čau. Pravi pravcati kačji raj, kar priznaj, je rekla Vilma in njen zeleni trebuh je ponosno zabingljal z debele veje. Na njem se je med rdečimi pikami kot v viseči mreži zibal zadovoljni sivobeli mišek Benjamin. Pravi pravcati mišji raj, je pokimal. Ampak pomislim, če bi me takrat v živalskem vrtu požrla za zajtrk, nikoli več ne bi videla doma. Res je slovesno kimala kača. Zato ti obljubim, da v vsem svojem dolgem kačjem življenju ne bom pohrustala nobenega miška več in nobene miške. Častna kačja beseda. Kako čudovita pravljica in kako čudovit razplet, kaj ne? Sedaj bom pa še malo vzela Bimbo k sebi. Evo. Poglejte, kako je prijazna in umirjena, ne? In pa radovedna, ja? Bravo, Vilma in Benjamin, za čudovito prijateljstvo. Res me veseli, da sta se držala svojih obljub in verjamem, da še danes uživata v medsebojni družbi. In tudi Bimba je zelo prijetna. Dobrodušna, eksotična hišna ljubljenka, ki zagotovo uživa v družbi prijaznih vrtčevskih otrok. Iskrena hvala pa tudi vzgojiteljici Ani Ribič za idejo o prebiranju današnje pravljice ter nepozabno prijetno izkušnjo. Hvala. In pa hvala tudi tebi, Bimba, da si bila tako prijazna. Hvala za obisk in za družbo. Lepo se imejte, otroci. Čau, čau. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki pravljic v mojem knjižnem kotičku Miji. Mija si želi prisluhniti čarobni havajski pravljici o osamljeni deklici Lili in nagajivi žverci, ki pa sta svojo zgodbo navdušili na filmskih platnih že daljnega leta 2002. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lili in žverca.
Na oddaljenem planetu je pred velikim galaktičnim svetom stalo modro bitje, imenovano Eksperiment 626. Z njim je bil njegov ustvaritelj dr. Bajsi. Eksperiment 626 je uničeval vse pred seboj, za kar so krivili Bajsija. Prva svetovalka se je obrnila proti 626. Dokaži nam, da je v tebi nekaj dobrega, je rekla. Mi ga nala cuesta, je odvrnil 626. Kakšen predrzneš, je osupnila prva svetovalka. Tukaj ni prostora zanj, odpeljite ga stran. Eksperiment so vkrcali na vesoljsko ladjo, ki naj bi ga odpeljala na drug planet. Toda še preden je ladja vzletela, je 626 že pobegnil s patruljnim čolnom. Oddrvel je naravnost na zemljo, na majhen otok Kauai. Prva svetovalka velikega galaktičnega sveta je za njim poslala poznavalca planeta Zemlja, Bajsija in Trsko. Na otoku Kauai je živela deklica, ki je bilo ime Lili. Tistega dne je zamujala na pouk plesa, zato je v šolo hitela, kar so jo nosile noge. Ko je vsa zadihana prispela na cilj, se je postavila v vrsto, za seboj pa je puščala mokre stopinje. Drugim plesalkam je na mokrih tleh spodrsnilo, zato so vse popadale po tleh. Stoj, je zavpil učitelj. Lili, zakaj si vsa mokra? Deklica je pojasnila, da se je še malo prej potapljala v morju, kjer je s kikirikijevim maslom hranila ribe. Zmešana si, je rekla plesalka Metka. Lili se je tako razburila, da se je lotila s pestmi. Lili, je zavpil učitelj in jo odvlekel stran. Oprostite, je šepnila Lili, saj bom pridna. Žal pa nobena izmed plesalk ni hotela, da Lili ostane, zato je morala domov. Lili je bila zelo osamljena. Ni imela prijateljev, ni imela staršev. Njena starejša sestra Nani pa se je bolj slabo znašla v vlogi matere. Povrh vsega pa je še socialna delavka grozila, da bo Lili odpeljala stran. Tistega večera sta se sestri hudo sprli. Lili je odkorakala v svojo sobo in zelo putnila z vrati. Nani je šla za njo in se je opravičila. Nenadoma pa je Lili zagledala blisk na nebu. Zvezdni utrinek, je vzkliknila. Pojdi ven, nekaj si moram zaželeti. Nani je stopila na hodnik, a je ostala blizu vrat, da bi slišala sestrino željo. Rada bi imela prijatelja, je zašepetala Lili. Nani se še sanjalo ni, da je Lili tako zelo osamljena. Odločila se je, da bosta šli zjutraj skupaj po psa, morda bo malo popestril Lilijino življenje. Blisk, ki ga je videla Lili, je bila ladja Eksperimenta 626, ki je strmoglavila na zemljo. Našel ga je voznik tovornjaka in ga odpeljal v živalsko zavetišče. Vse druge živali so se bale 626, on pa se zato sploh ni zmenil. Da bi bil bolj podoben psu, je 2 izmed svojih 4 rok spodvil k trupu. Zdaj ga bo zagotovo kdo posvojil in se bo lahko skril pred nezelmjanoma, ki ga lovita. Lili in Nani sta kmalu prišli z zavetišče. Živjo, je rekla Lili, ko je opazila 626. Živjo, je odvrnilo bitje in jo objelo. Lili je odkorakala k Nani in ji povedala, da je našla psa zase. Priden je rekla. Na prvi pogled se vidi. Ime mu je Žverca. Žverco sta odpeljali domov, čeprav se je Nani zdel nekam čuden. Vsezadnje je bila vesela, da je Lili končno dobila prijatelja. Ko je Nani naslednjega dne odšla v službo, sta se šla Lili in Žverca peljat s kolesom. Vozdila sta se po vsem otoku in se po poti celo ustavila na sladoledu. Žverca je bil res divji, a sta se z Lili imenitno zabavala.
Pozneje, ko sta bila Lili in žvirca v restavraciji, kjer je delala Nani, je žvirca opazil Bajsija in Trsko, ki sta bila zamaskirana v turista. Ko sta ga Nezemljana poskušala ujeti, je Trski skoraj odgriznil glavo. Nani in šef je bil besen kot ris, zato je odpustil. Samo še tega se jima je manjkalo. Žvirca je tudi doma začel uničevati vse po vrsti. Nazaj ga morava odpeljati, je rekla Nani. Posvojili sva ga, je kriknila Lili. Kaj bo Ohana? Očka je vedno rekel, da Ohana pomeni družina, družina pa pomeni, da zmeraj držimo skupaj, je stavek dokončala Nani. Saj vem. Spomnila se je, kako širokosrčna sta bila njuna starša in koliko jima je pomenila družina. Premislila si je. Žvirci bo dala še eno priložnost zaradi Lili. Zvečer, ko je Lili že spala, je žvirca našel knjigo z naslovom Grdi raček. Prelistal jo je in opazil, da je bil raček veliko sam, tako kot on. Zbudil je Lili in ji pokazal knjigo. Pojasnila mu je, da je bil raček žalosten zato, ker ni našel svojega mesta na svetu. Žvirca je dobro poznal ta občutek. Tudi on si je želel imeti občutek, da nekam spada. Lili se je odločila, da bo žvirci pokazala, kako naj bo priden, da se bo lažje vklopil v družbo. Najprej ga je poskušala naučiti plesati. Kar dobro mu je šlo, dokler mu niso obrati ušli izpod nadzora. Nato sta poskusila igrati ukulelo. Sprva je bil žvirca precej dober. Nato pa se je na vsem lepem začel na instrument igrati, kot bi bil električna kitara in trask. Vsa okna v bližini so se razbila. Na koncu ga je Lili odpeljala še na plažo. Sklenila je, da bo žvirca tam lahko vsem pokazal, kaj se je naučil in kako priden zna biti. Žvirca je pograbil ukulelo, odracal na plažo in se postavil pred turiste. Začel je brenkati. Turisti so bili navdušeni. Nagnetli so se okoli njega in ga začeli fotografirati. Bliskavice pa so bile za žvirco preveč. Turista je fotoaparat iztrgal iz rok in ga razbil na koščke. Neki možakar ga je poškropil z vodno pištolico, kar pa je žvirco samo še bolj razjezilo. Zgrabil je turista in ga zalučal v zrak. Prestrašeni turisti so bežali vse smeri. Lili je bila žalostna. Žvirca se ni naučil biti priden, poleg tega pa je ves kraval videla tudi socialna delavka, ki je začela skrbeti za Lilijino varnost. Lili je sklenila, da se mora žvirco resno pogovoriti. Naša družina je majhna, je rekla. Ampak če hočeš, lahko postaneš del nje. Žvirca je vedel, da je Lili in Nani življenje samo otežil. Stopil je proti oknu. Ohana pomeni družina, je nadaljevala Lili. Družina pa pomeni, da zmeraj držimo skupaj. Če pa hočeš oditi, lahko odideš. Žvirca je zlezel skozi okno in izginil v temi. Ko se je Lili zbudila, je sestri povedala, da je žvirca odšel. Dobro je, da je odšel, je rekla in se trudila, da bi zvenela ravnodušno. Ne potrebujeva ga. Lili, včasih se zelo trudimo, a se stvari ne izidejo tako, kot smo si zamislili. Jo je poskušala potolažiti Nani. Včasih se mora kaj spremeniti in včasih je tako še najbolje. Objela je sestro in se odpravila v novo službo. Medtem je Bajsi v gozdu odkril žvirco in ga začel loviti. Žvirca je spoznal, da ne želi oditi. Saj je bila Lili vendar njegova prijateljica. Stekel je nazaj v hišo.
Ko ga je Lili zagledala, je takoj vedela, da potrebuje pomoč. Kaj naj storiva? Je vprašala. Skupaj sta se uprla Bajsiju, ko se je izkazalo, da ne bosta mogla zmagati. Nezemljana sta pri tem uničila Lilijino in Nanijino hišo. Lili je vsa nesrečno zbežala v gozd, žvirca pa je sledil. Vse si uničil, mu je zabrusila. Kmalu jima je na sled prišel kapitan Kavelc, ki so ga prav tako poslali na lov na eksperiment 626. Ujel jo je in jo zaporil v kapsulo na svoji ladji. Žvirci je uspelo pobegniti, ladja pa je z Lili vred odletela. Žvirca je vedel, da jo mora na vsak način rešiti. Lili je bila edina prijateljica, ki jo je imel v vsej galaksiji. Poiskal je Nani, nato pa je Bajsija in Trsko prepričal, da jima pomagata rešiti Lili. Skočili so v patruljni čoln in odrveli za Lili. Ko so se približali Kavelčevi ladji, je žvirca skočil iz čolna. Pristal je na vetrobranskem steklu in se začel plaziti proti Lili, a ga je Kavelcu uspelo otresti z ladje. Lili je zagledala prijatelja. Žvirca, nikar me ne zapusti, je zavpila. Ne bom, je odvrnil žvirca. Žvirci se je posrečilo vrniti na ladjo. Splezal je skozi okno, zabrisal Kavelca z ladje in rešil Lili. Vrnil si se, je dahnila Lili. V družini zmeraj držimo skupaj, je odvrnil. Končno je razumel, kako pomembna je družina. Z Lili v naročju je skočil na patruljni čoln, s katerim so Nani, Bajsi in Trska pridrveli mimo. Vrnili so se na plažo, kjer jih je čakala prva svetovalka. Žvirco je hotela odpeljati domov. To je moja družina, je rekel žvirca in pokazal na Lili in Nani. Žvirca je lahko ostal na zemlji, socialna delavka pa se je odločila, da Lili lahko ostane pri Nani. Lili in žvirca sta se veselo objela. Vedela sta, da bosta prijatelja za zmeraj. Bravo, Lili in žvirca. Ubogi žvirca, ki se je sprva počutil izgubljenega, nezaželjenega ter brez toplega doma. Ni čudno, da se je tako neprimerno vedel. A ko je ob ponujeni priložnosti začutil toplino, dom ter varnost in ljubezen, se je njegovo življenje spremenilo. Prav tako pa se je spremenilo tudi življenje Lili in njene sestre. Mija, najlepša hvala za idejo o aktualnem junaku žvirca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Dama in potepuh. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Miji, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnim vsebinam v mojem knjižnem kotičku. Naj vas vodi ljubezen. Z Lili in žvirco pa vam pošiljam havajski pozdravček. Čau, čau. Ja, družina je tista, ki povezuje vse nas. Bravo, žvirca in Lili. Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali žabico po imenu Rozi, ki pa ni znala plavati. In ne boste verjeli, katera žival je prijazno priskočila na pomoč ter jo naučila plavati. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice Iris Golob, z naslovom Žabica Rozi.
bližini gozda pod mogočno vrbo je živela žabica Rozi. Njen dom je bil ob robu mlake, ki je bila ravno prav velika in ravno prav globoka, da se je žabica ob njej dobro počutila. Zvečer, ko se je sonce počasi poslavljalo, ko je le še tu in tam obsvetilo kakšen del gozda, se je žabica Rozi odpravljala k počitku. Raga. O, kako lep dan je bil danes, je zadovoljno zavzdihnila. Stisnila se je v luknjico pod korenino, ki je bila tako zavita, da je Rozi v njenem objemu vsak večer mirno zaspala. Raga, komaj čakam nov dan. Zagotovo bom spoznala kakšnega novega prijatelja. Je še pomislila Rozi, na široko zazehala, se stisnila v majhno kepico in zaspala. Rozi je bila majhna, skoraj neopazna žabica, pa vendar so vse živali vedele, kje živi. K njej so prihajale, kadar so potrebovale kak nasvet, kadar so želele potožiti, kaj se jim je zgodilo, ali pa so prišle kar tako na klepet. Vedno je se jim dobro prisluhnila, razmislila, svetovala ali pa samo tiho poslušala njihove zgodbe. Vsi so se dobro počutili v njeni družbi, pa tudi ona je bila vesela vseh svojih obiskovalcev. Celo štorkljam iz bližnjega gnezda je prisluhnila, saj je vedela, da prihajajo z dobrimi nameni. To, da je pomagala drugim, je polnilo tudi njeno drobno srce. Rozi je tisto noč, stisnjena kot kepica, mirno spala. Na nebu pa so se začeli zbirati oblaki. Najprej majhni, sivi, potem pa vse večji, temnejši in težji. Prinesli so veliko vode in ravno nad mlako so postali pretežki. Zapihal je veter, oblaki so se pričeli trgati in iz njih so pričele v mlako kapljati drobne kapljice. Kapljica za kapljico. Potem pa je nebo zažarelo, strašno je zagrmelo in z neba se je vsulo nešteto kapelj. Blisk, grom in težke dežne kaplje so prebudile žabico Rozi. Kar streslo jo je in srce je začelo divje utripati. 1, 2, 3 skoki so bili dovolj, da je iz svojega zavetja v mlaki priskakljala na plano. Raga, pa ne že spet. Je prestrašena na široko odprla oči. Saj vem, da zveni čudno, ampak teh nenadnih poletnih neviht Rozi ni imela rada. Bila je sama, bila je tema, voda v mlaki je naraščala, dež pa kar ni in ni ponehal. Mlaka je zalila njen dom in odnašala vse, kar je Rozi imela. Ker so dežne kaplje zalivali njen obraz, sploh ni čutila solzic, ki so ji polzele po ličkih. Rozi je srce utripalo kot ponorelo. Strah jo je bilo, zdaj bi ona potrebovala koga ob sebi. Močno je zamižala. Raga, naj že neha ta dež. Ko bi le zdaj prišel kdo od mojih prijateljev, samo da ne bom več sama. Pa tudi plavati se bom naučila, obljubim. Zamižala je še močneje, potem pa na ves glas zakričala. Ja, obljubim, plavati se bom naučila. Njen odmev je bilo slišati po vsem gozdu. Previdno je odprla oči, najprej desno in potem še levo in nazadnje obe skupaj. 3-krat je pomežiknila in še enkrat dobro pogledala. 2 veliki tanki nogi sta stali pred njo. Dvignila je pogled višje in še višje in ugotovila, da ni več sama. Ej, Rozi, jaz te bom naučila plavati, je mirno rekla štorklja in široko razprla krila,
da dežne kaplje niso več močile žabice. Zdaj pa hitro k meni v gnezdo. Mislim, da naj jo jutri čaka naporen dan, je še rekla, nežno prijela žabico za kožno gumo na hrbtu in jo odnesla v gnezdo. Rozi pa nič. Samo sramežljivo se je nasmehnila in potiho zahvalila. Samo da ni več sama. V gnezdu se je stisnila k štorklji in obema je prijala bližina druge. Zaspali sta in sanjali vsaka svoje sanje. In veste, kaj je bilo naslednji dan? Štorklja je držala obljubo. Do kolen je stala v mlaki in spodbujala Rozi pri učenju plavanja. Prav previdno jo je prijela in dvignila vsakič, ko je Rozi zaplavala pregloboko. Smejali sta se tako na glas, da so jo slišale tudi druge živali. Novica, da štorklja uči plavati žabico, se je hitro razširila po gozdu. Živali so se zbrale ob mlaki in spodbujale Rozi, ki je bila z vsakim zamahom spretnejša in pogumnejša. Kako lepo je imeti prijatelje, ki so ob tebi takrat, ko jih potrebuješ, si je mislila Rozi. Ponosna in nasmejana se je kmalu tudi v mlaki počutila kot doma. Čudno prijateljstvo boste rekli, štorklja in žabica. Ja, zakaj pa ne? Bravo, štorklja in žabica. Pravo prijateljstvo, ki ne pozna meja. Si predstavljate, kako srečna je bila žabica, ko so ji prijatelji priskočili na pomoč. Prav nalezljiva je ta sreča. In verjamem, da živali v Bribniku še danes prijateljujejo ter se veselijo. Otroci, mojim knjižnem kotičkom pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Deklica in kit. Namreč tudi med deklico in kitom se je spletla čudovita prijateljska vez. Lepo se imejte, uživajte v družbi svojih prijateljev in se kmalu spet slišimo. Sedaj vam pa pošiljam en žabji. Čau, čau. Bravo, Rozi. Dobro se z dobrim vrača. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele,
se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec, razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega četveronogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel: Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se je zasmejati. Boh me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: Tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjanico svojega klobuka marmorna tla pred seboj in rekel: Veliki kralj,
Moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovano osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami. Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolikšno bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu molele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga. V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji, se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem marabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tot mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite,
da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kostje v en glas vzkliknili: plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Vedeč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Ne da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lukav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, od koder je hrabno brevsknil: imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil, rekoč: dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ko je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo,
kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje? Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica bo ponovno nekaj posebnega. Namreč ta pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice po imenu Julija. Njena mamica mi je na elektronski naslov mojknjižnikoticek@gmail.com poslala prijazno sporočilo z željo, da preberem čudovito zgodbo, ki je napisala slovenska pisateljica Živa Viviana Dorja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Julijini najljubši pravljici z naslovom Deklica in kit. Bil je lep sončen dan. Morje je mirno valovalo, sem ter tja je priletel galeb in se predirno oglasil. Skvik! Na lesenem pomolu je sedela drobcena deklica. Jokala je. Nihče je ni opazil, zato je jokala še bolj neutolažljivo. Iz njenih oči so tekle kristalne solzice. Njene solzice so padale v morje, kjer so se spreminjale v zvezdice. Te zvezdice so plavale vse globlje in globlje in priplavale do velikanskega bitja. To je bil ogromen kit. Lebdel je v mirni morski globini. Njegovi gibi so bili počasni, njegova usta pa tako velika kot tvoja soba. A kit je bil vedno najbolj dobrodušno bitje pod morjem. Zato je tudi vedel, kaj te zvezdice pomenijo. Počasi je priplaval proti gladini. Morje je postajalo vse svetlejše in vse toplejše. Izmikal se je jatam sardelic in pisanim algam, ki so ga lovile za rep. Okrog njega pa so nastajali pisani mehurčki. Kit je vprašal deklico. Deklica, zakaj jokaš? Otroci se naučajo igrati z mano, ker sem najmanjša. Zdaj se počutim čudno in solzicam kar ni konca, mu je odgovorila deklica. Kaj je to, kar občutim? To je žalost, je odvrnil kit. Poslušaj, deklica, je začel. Ko sem bil še otrok, sem bil tudi jaz manjši od svojih prijateljev. Ko bi ti vedela, kako so se mi smejali. Veš, kaj sem naredil? Smejal sem se z njimi. In so me vprašali, zakaj se smejim. Ker sem majhen in simpatičen kot puhasta morska zvezdica, vendar me tega ni sram, ker bom že čez nekaj mesecev tako velik kot vi. Ah, kaj, še večji bom, sem jim odvrnil. Prijatelji so se zasmejali in me objeli. Vidiš? Samo verjeti moraš vase. Deklica je prenehala jokati. Res? Misliš, da bom tudi jaz rasla? Kaj je vprašala? Seveda boš zrasla. Velika boš najmanj toliko kot tvoja mamica, ji je zatrdil kit. Hvala, res si dober prijatelj, mu je zašepetala od blizu in pritisnila poljubček na njegovo hladno lice. Nato sta se poslovila. Te bom še kdaj videla? Ga je vprašala. Mogoče, je odvrnil kit.
In res, ni minilo dolgo, ko je deklica spet sedela na pomolu. Gledala je v daljavo, nato pa na morski gladini opazila drobne zvezdice. Uho je prislonila k morju in pozorno prisluhnila. Zaslišala je nekaj nenavadnega. Jok. Kit joče, je ugotovila. Globoko je zajela sapo in skočila v morje. Potopila se je ter odplavala proti temni globini. Kmalu je zagledala kita, ki je mu tovilil naokoli in jo skoraj udaril z repom. Deklica je odkrila, da se je ujel v ribiško mrežo. Kaj se ti je zgodilo? Ga je vprašala. Človek me je ujel, je odvrnil in iz očesa se mu je utrnila solza. Preveč neroden sem, da bi se rešil. Ni mi več pomoči, je zajokal. Ne skrbi, pomagala ti bom, ga je tolažila deklica. Plavala je okrog kita in razmišljala, kako bi ga osvobodila. Takrat se je spomnila. Seveda, moja lepa sponka za lase, ki mi jo je podarila mamica, je pomislila. Vzela je sponko in z njo prerezala ribičevo mrežo. Mrežo je morje odneslo daleč proč in kit je lahko ponovno svobodno zaplaval. Tako je bilo rešeno še eno morsko bitje. Oba sta bila presrečna. Pridi, skoči na moj hrbet, je veselo rekel kit. Deklica je splezala na njegov hrbet in se ga močno oklenila. Odplavala sta proti površju in kmalu so jo obsijali večerni sončni žarki. Pojdiva še malo naokoli, si je zaželela deklica. Seveda, veš, deklica, pravega prijatelja spoznaš v nesreči, je še rekel kit in z deklico odplaval proti sončnemu zahodu. Ja, kako čudna pravljica, ne? Pravljica, ki resnično seže v srce. In zgodba o prijateljstvu, ki se spleta med deklico in kitom. Zgodba, ki na zanimiv način prikaže pregovor: pravega prijatelja spoznaš v nesreči. In še res je. Le kaj bi brez prijateljev? Julija, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Najboljše darilo na svetu, v kateri boste spoznali zajčka, ki je za darilo dobil točno to, kar si je najbolj zaželel. Le kaj oziroma kdo bi lahko bil to darilo? Prisluhnite. Prijazen pozdrav Juliji ter vsem ostalim, ki tako radi poslušate pravljice. Uživajte, lepo se imejte. Čau, čau. Ja, čudovita zgodba. Bravo deklica in bravo kita, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je želja zveste poslušalke pravljic po imenu Kaja. In tokrat bomo prijateljevali v malce drugačni družbi, in sicer v družbi malce prevzetne gospodične Metle ter prijaznega sesalca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Kajini pravljični želji, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Branke Hubman, z naslovom Užaljena metla in ljubeznivi sesalec. V veliki hiši, ki ima velika okna z rumenimi okvirji in velika vrata modre barve, živi gospa Marjana. Hiša je res ogromna in zahteva zdravega in močnega gospodarja, da je kos. Gospa Marjana pa je krhka, priletna ženska, ki ima borih 40 kilogramov. Je pa vseeno žilava,
Upam, da veste, kaj to pomeni, dragi bralci te zgodbe. Sicer vam pa lahko to takoj pojasnim. Žilav biti pomeni, da si odporen. Lahko bi rekli celo zmožen naporov, ki ti jih drugi ljudje, glede na tvoj videz, ne prisodijo. Torej, to smo razčistili, zato lahko gremo naprej. Gospa Marjana si zelo močno prizadeva, da bi bila njena hiša vedno lepo urejena in čista. Zato ji ne preostane drugega, kot da vse dni hodi po hiši iz ene sobe v drugo sobo, nato dokler se vsa utrujena zvečer ne zgrudi v veliki rumeni fotelj, ki stoji sredi njene ogromne dnevne sobe. Pogosto se zgodi, da do večera ne zaužije niti enega samega grižljaja, saj tako neumorno dela, da pozabi celo na hrano. In takšen naporen delovnik se nadaljuje iz dneva v dan. Ampak, da ne boste mislili, dragi bralci, da je življenje v tej hiši težko samo njej. Kje neki? Vedno bolj nezadovoljna in godrnjava je postala tudi njena desna roka, gospodična Metla. Pritožuje se nad svojim dolgim delovnikom in si želi, da bi lahko vsaj kakšen dan vzela prosto in odšla k prijateljicam. Kako me vse boli! Še posebej, kadar me gospa Marjana grobo vzame v roke in z mojim spodnjim delom telesa drgne po oguljenem parketu. Godrnja in stihuje. Najhuje pa je takrat, ko gospa Marjana napolni vedro, polno vode in vanj vsuje tisti čudni prašek in me potem za hip potopi van, da ji gre ribanje lažje od rok. Ko bi vedeli, kako zelo to sovražim. To pa še ni vse. Najhuje od vsega je to, da ponavadi po tistem vedno dobim grozno alergijo in po celem telesu me srbi. Včasih dobim celo izpuščaje. Še huje pa je, ker o tem gospe Marjani ne smem govoriti. Saj mi je nekoč, ko sem se preveč pritoževala, celo zagrozila, da me bo dala za odpis, če pri priči ne omolknem. Groza, na kaj takega niti pomisliti nočem. Da bi jaz, ki sem najbolj delavna in izkušena metla, dala prednost neizkušeni in nevzgojeni metli? Ne, tega pa res ne bom dovolila. Nikoli in nikdar. Zaključi Metla in se stisne v kot za omaro s čistili. Nekega lepega, a precej hladnega sredinega jutra pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Na modrih vratih je nekdo močno tiščal na zvonec. Ko je naposled gospa Marjana, ki že nekoliko slabo sliši, le odprla vhodna vrata, je pred vrati zagledala prijaznega prodajalca. Ob njem je na tleh stala velika kartonska škatla. Kaj pa skrivate v tej veliki škatli? Je radovedno vprašala prodajalca. Pridnega pomočnika za vse gospodinje, je hitro odgovoril spretni prodajalec in odprl škatlo. Gospa Marjana je pogledala vanjo in zagledala velik sesalec. Kar pospravite tole reč, jaz je namreč ne potrebujem, je skoraj jezno rekla in vihala nos. Ste res prepričani, da ga ne potrebujete? Je vztrajno nadaljeval prodajalec. Popolnoma. Sicer imam pa metlo, ki je ne zamenjam z nobenim sesalcem. Je skoraj užaljeno izdavila gospa Marjana in glasno zaloputnila z vrati. Gospodična Metla je medtem, ko je gospa Marjana govorila s prodajalcem, ki je želel podtakniti tisto čudno napravo, prisluškovala na stopnišču. Kar samo od sebi se je smejalo, ko je na lastno ušeso slišala, kako se je gospa Marjana uprla tistemu čudaškemu prodajalcu sesalcev. Sramota! Le kako je lahko pomislil tisti bučman, da bi v naši hiši, kjer vlada mir in red, ropotal tisti čudni stroj, ki brni skoraj kot traktor? Je razmišljala gospodična Metla in se zraven zadovoljno hihitala. Tako zelo je bila zamaknjena v svoje razmišljanje, da se je spotaknila ob smetiščnico in se po dolgem in počez zakotalila po stopnicah. Ko je pristala na trdnih tleh, se je komaj še premikala. Medtem je zaslišala gospo Marjano, ki je jezno godrnjala. Le kam sem dala to neumno metlo, da je ne najdem? Metla se je ustrašila, da jo bo gospa Marjana prekmalu odkrila, saj si še ni opomogla od padca.
Tisti trenutek si je najbolj na svetu želela, da bi lahko bila nevidna. Žal pa se vse želje vedno ne uresničijo. Ko je malo kasneje slišala počasne korake, ki so se ji vedno bolj približevali, je vedela, da je njenih sanj konec. A tu se skrivaš, tile nova grda, je rekla gospa Marjana in gospodično Metlo grobo prijela za ročaj in jo počasi vlekla za seboj v gornjo etažo. Gospodična Metla je od strašnih bolečin stokala, saj je imela izpahnjen kolk. Joj, kako strašno, da v tej bogati državi, kjer bivajo, ne morejo poskrbeti niti za eno samo poškodovano metlo. Je jadikovala in stiskala zobe, medtem ko jo je gospa Marjana še naprej neusmiljeno vlačila za sabo. Ali mi metle res nimamo nobenih pravic in moramo do smrti garati, dokler vse zlomljene in uničene ne pristanemo kakšni kanti za smeti? Se je še naprej pritoževala gospodična Metla in stiskala zobe, saj bi drugače od strašnih bolečin začela še kričati. Ta dan je bil zanjo najhujši v njenem že tako in tako težkem življenju. Gospa Marjana je neusmiljeno mahala z njo sem in tja, vmes pa sitno godrnjala. Danes pa res nisi za nobeno rabo. Tako slabo pometaš, da bi najraje pri priči odnehala, če ne bi tako ljubila reda in čistoče. Tisti dan gospa Marjana ni počistila vsega, kar je zjutraj skrbno načrtovala. Malo po 5. uri je odvrgla ubogo gospodično Metlo v njen kotiček, se oblekla v topel zimski plašč, si obula rdeče škornje in na glavo potisnila pisan klobuček. Nato je glasno zaprla vrata in odšla neznano kam. Gospodična Metla je v temi čakala nanjo in premišljevala, kam nekje je gospa Marjana odšla. Ponavadi ni pogosto odhajala od doma, le tu in tam, pa še takrat le, kadar je imela res nujne opravke. Ko se je po dobri uri gospa Marjana vrnila domov, je gospodična Metla že spala. Običajno ni hodila tako zgodaj spat, a danes je bil za njo zelo naporen dan in tudi bolečine v kolku še vedno niso hotele popustiti. Zato je gospodična Metla kmalu po tistem, ko je gospa Marjana šla od doma, vzela tablete proti bolečinam in legla. Naslednje jutro jo je iz spanja zbudil čuden zvok. Gospodična Metla se je z muko spravila po konci in odšepala v prostor, odkuder je prihajal hrup. Tiho je odprla vrata in pogledala, kaj se dogaja za vrati. Na drugi strani sobe je zagledala gospo Marjano, ki je za sabo vlekla neko čudno stvar nenavadne oblike. Ko je pogledala malo bolje, je opazila, da je ta stvar sesalec, ki pa je bil popolnoma drugačen, kot ga je videla pred leti pri prijateljici Sirkovki. Bil je živo rumene barve in tako moderne oblike, da je prej spominjal na neznani leteči predmet kot na sesalec. Zavistno je zagodrnjala. Zame lahko brniš, kolikor hočeš in zmoreš, a vseeno ne boš nikoli boljši od mene. Nato je prav tako previdno, kot jih je odprla, zaprla vrata za sabo. Tisti dan gospodična Metla ni več stopila iz svoje sobe, pa tudi gospa Marjana očitno po dolgih letih služenja ni več potrebovala. Gospodična Metla je užaljeno stokala v kotu svoje sobe in se je jezila na gospo Marjano, ki je tako hitro pozabila na njeno dolgoletno garanje in jo zamenjala z neumnim in glasnim sesalcem. Prav nikoli ne bom odpustila tega, je med jokom stokala gospodična Metla. Mrak se je že spuščal na strehe hiš, ko so se odprla vrata v prostor za čistila. Gospodična Metla se je še bolj stisnila v kot in čakala. Gospa Marjana je prižgala luč in potisnila novi sesalec v oguljeno kartonsko škatlo. Nato je odšla spat. Au! Je užaljeno stokal sesalec in se premetaval po kartonski škatli. Več kot očitno je bilo, da mu v novem domu ni bilo preveč všeč in da je bil navajen, da so z njim v trgovini ravnali precej lepše. Dej, utihni že enkrat, ti zoprni in glasni stvor, je skoraj zakričala gospodična Metla, saj je šel sesalec že pošteno na živce.
Že ves dan se je jezila nanj, ker je vzel vso dostojanstvo in ugled, ki ga je uživala dolga leta, sedaj pa jo je svojim nenehnim stokanjem spravljal v še hujši bes. Sesalec Sesko se je stresel, ko je zaslišal gospodično Metlo in plaho vprašal: Kdo pa si ti, ki mi ukazuješ, kako naj se obnašam? Te čisto nič ne briga. Sicer pa sem tukaj že veliko let in imam vso pravico, da te oštevam, je neprijazno rekla Metla in se kujala. Sesalec Sesko pa ni odnehal. Ne vem, zakaj se tako jeziš name, saj ti nisem nič storil. Sem le čisto navaden sesalec, ki opravlja svoje delo in je tiho zaključil. Metla mu ni odgovorila, še bolj se je stisnila v svoj kot in po dolgem času je le uspelo zaspati. Zjutraj se je prebudila nekoliko boljše volje in predvsem bolj zdrava. Dobro jutro, gospodična Metla, je iz velike škatle zaslišala prijazen pozdrav. Dobro jutro, je na hitro zamomljala gospodična Metla in pogledala stran. Ni hotela, da bi si sesalec preveč domišljal. Ne bom ga sprejela tako, kot si on želi, predvsem pa ne bova nikoli prijatelja, je zaključila Metla, medtem ko se je praskala po svojem dolgem in tankem vratu. Kmalu po 8 uri je v njun kotiček kot ponavadi vsak dan stopila gospa Marjana. Grobo je zagrabila sesalec in ga povlekla iz škatle. Gospodična Metle pa še pogledala ni. Sem mar duh? Je besno bevsknila Metla in z nogo udarila ob tla. Če se ne bom na hitro domislila nekaj pametnega, me bo vsak trenutek odvrgla na smetišče, je užaljeno sopihala. Vse od jutra je razmišljala, kaj naj stori, a ji ni padlo nič pametnega na misel. Proti večeru pa se je le nečesa domislila. Mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi poskusila biti nekoliko prijaznejša s sesalcem. Preveč ne, mogoče le čisto majčkeno, si je rekla in se kislo nasmehnila. Sicer ta nova zamisel ni bila usklajena z njenim prvotnim načrtom, pa vendar je menila, da je vredno poskusiti. Ko se je zvečer ves utrujen in prašen od drobnih delcev prahu sesalec Sesko vrnil na svoje mesto v staro kartonsko škatlo, gospodična Metla ni več gledala tako grdo kot včeraj. Celo nasmehniti se mu je poskusila, pa čeprav nekoliko neobičajno. Sesalec Sesko je kljub temu, da je bil za njim zelo naporen dan, ljubeznivo vrnil nasmeh in rekel: Upam, da me boš nekoč le sprejela in da se ne bova vedno grdo gledala, je skoraj žalostno izdavil in na ves glas kihnil. Čih! Gospodična Metla je previdno rekla: Veš, to ni odvisno samo od mene, tukaj igraš tudi ti zelo pomembno vlogo. In se ob teh besedah namuznila. Nato je čakala na Seskov odgovor. Sesalec Sesko je uslužno dejal: Gospodična Metla, tvoja želja, moj ukaz. Čakam. Gospodična Metla je opazila, kako ponižen in vljuden zna biti sesalec Sesko, zato je bilo nekoliko žal, ker je bila do njega žaljiva in neprijazna. Želela je popraviti prvi vtis, ki ga je naredila nanj, in mehko pristavila. Veš, saj običajno nisem tako zajedljiva in zoprna, vendar me ta odnos, ki ga ima gospa Marjana do mene, odkar si ti pri hiši, tako razjeda, da si ne morem pomagati, je obupano rekla in malo je manjkalo, da ni zajokala. Ne zdi se mi prav, da je čisto pozabila name, sploh pa ne po teh dolgih letih, ko sem ji bila zvesta, je rekla čisto potiho in povesila glavo. Sesalec Sesko je bil zelo mehkega srca. Gospodična Metla se mu je iz srca zasmilila, zato ji je predlagal, da skleneta dogovor. Rekel je: Takole se bova zmenila. En dan boš ti pometala, jaz pa bom počival in obratno. Kadar pa bova potrebovala dan ali 2 dopusta, se bova vse poprej dogovorila, da ne bo nesporazuma. Kaj praviš?
Gospodična Metla se je strinjala z njegovim predlogom, toda Kajko še vedno ni razumela, kako bo ona delala en dan pa sesko, če se je gospa Marjana ves čas, odkar je sesalec sesko pri hiši, niti ne dotakne. Sesalec sesko pa je nadaljeval. Vse sem skrbno pretehtal in takole bova naredila. Kadar boš želela, da delaš ti, boš mene enostavno izklopila iz vtičnice in problem bo v hipu rešen. Saj menda veš, da brez električne energije ne zmorem biti tako hrupen, predvsem pa ne tako zelo uporaben. Je šaljivo pripomnil in se glasno zakrohotal. Gospodični Metli se je predlog zdel zelo domiseln in z veseljem ga je potrdila. Že takoj naslednji dan sta preizkusila svoj načrt. Ko je gospa Marjana vklopila sesalca seska, da bi z njim počistila novo preprogo, je gospodična Metla na hitro izklopila kabel iz vtičnice. Gospa Marjana je nekajkrat ponovno vtaknila kabel v vtičnico in gospodična Metla je vsakokrat izklopila kabel. Na koncu se je gospa Marjana razjezila in odšla v gospodično Metlo, ki je potuhnjeno stala v kotu s čistili. No, sej tudi ti nisi tako slaba, Metlica moja, je po dolgem času zopet prijazno rekla gospa Marjana, ki je pometala z njo. Gospodična Metla je pometala kot že dolgo ne, in ko je bila zadnja soba v hiši pospravljena, jo je gospa Marjana odnesla nazaj v sobo s čistili in ji rekla: Veš, nekaj sem ugotovila. Odslej bom morala bolj paziti na sesalec. Konec koncev je bil zelo drag in težko si bom še kdaj privoščila novega. Zato sem sklenila, da bom od jutri naprej uporabljala oba. Gospodični Metli se je kamen odvalil od srca. Od tistega dne dalje gospodična Metla ni bila niti en sam trenutek več neprijazna s sesalcem seskom. Vedno bolj mu je bila hvaležna, ker je pomagal priti do želenega cilja. Gospa Marjana pa vse do današnjega dne ni izvedela za njuno zaroto. Gospodična Metla in sesalec sesko sta postala nerazdružljiva prijatelja, čeprav je še nedolgo nazaj gospodična Metla zatrjevala, da to ne bosta nikoli. No, vidite, dragi moji bralci, kako zelo hitro se lahko situacija obrne v drugo smer. Zato nikoli ne recite nikoli. Ja, in še kako držijo besede naše pisateljice. Bravo, gospodična Metla, za spoznanje, da lahko skupaj s sesalcem skrbite za čistočo doma. Po zgledu Metle in sesalca lahko tudi mi ustvarimo boljši svet, če smo odprti za sodelovanje ter cenimo drug drugega. Čudovita pravljica. Kaja, najlepša hvala za poučno pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Kako je Eva pomagala soncu znova posijati. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni, namreč prav vsak izmed nas ima to super moč, s katero lahko polepšamo dan sebi in drugim. Z Metlo in sesalcem pa vam pošiljam en prijeten pozdravček. Čau, čau! Bravo, kako simpatična pravljica. Boste lahko pa oba delala, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Liamu ter Zali, ki ob večerih zelo rada prisluhneta pravljicam. Liam in Zala bi želela slišati lepo zgodbo iz zbirke Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, v kateri bomo spoznali malce nenavadno prijateljstvo med dinozavrčkom Arlom ter dečkom po imenu Flick, ki sta se podala na zanimivo dogodivščino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Liama ter Zale z naslovom Dobri dinozaver.
Pred 65 milijoni let je skozi vesolje proti Zemlji brzel ogromen asteroid. Ko je vse kazalo na to, da bo vsak hip zadel naš modri planet, je meteor splamtel in švignil mimo. Dinozavri so dvignili glave in pogledali za njim, nato pa so se vrnili k svojim pravilom. Življenje je teklo dalje in ker dinozavri niso izumrli, so se več milijonov let nemoteno razvijali dalje. Nekateri so se pričeli ukvarjati s kmetovanjem. Ob vznožju visoke gore sta kmetovala Henrik in Ida, par apatozavrov. V kratkem naj bi se njuna družina povečala. Ko je končno napočil veseli trenutek, sta se Henrik in Ida nagnila nad svoje gnezdo in nestrpno čakala. Iz prvega jajca se je izvalila vesela hčerka Lili, iz drugega pa njen bratec Silak, Bor. Zadnje, največje jajce je skrivalo zelo majcenega dinozavra, ki se je nadvse bal priti ven. Pozdravljen, Arlo, ga je ponosno pozdravil oče Henrik. Ko so trije dinozavrčki nekoliko zrasli, je vsak prejel svoje zadolžitve. Lili in Bor sta svoje naloge upravljala z lahkoto, Arlo pa je bil tako plašen, da se je bal dobesedno vsega. Henrik in Ida sta na družinskem silusu odtisnila spominske odtise svojih stopal. Otroci so hoteli dodati na silus tudi svoje odtise, vendar jih je oče ustavil. To je bil privilegij, ki se ga je bilo potrebno zaslužiti. Lili in Bor sta kaj hitro izpolnila pogoje, ki so bili potrebni za odtis šape na silusu. Arlo pa je komaj čakal, da bi tudi on smel pustiti svoj odtis, vendar ga je pri tem ovirala bojazljivost, zaradi katere mu ni uspelo izpolniti niti enega izziva. Čeprav ga je mama neprestano spodbujala in verjela vanj, je bil Arlo še vedno precej negotov. Nato je oče dobil dobro zamisel. Ko so vsi domači že sladko spali, je odpeljal svojega sina na jaso. Nenadoma je Arlu na nosu pristal žužek. Mali dinozaver je zakričal od strahu, oče pa mu je pokazal, da ima ta drobni prišek lučko, ki prijetno sveti. Ko boš premagal svoj strah, boš lahko videl lepoto, ki se skriva v drugih, mu je zaupal Henrik. Naslednji dan so ugotovili, da nekdo uničuje družinsko polje koruze. Oče in Arlo sta si šla ogledat škodo. Ko jo je pot pripeljala do reke, se je razbesnela nevihta. Ravno sta se hotela obrniti, ko se je nenadoma odkrušila skala, na kateri je stal Henrik, in ogromen val je nemočnega dinozavra odplavil s seboj. Obupani Arlo je ostal sam. Brez Henrika je morala cela družina trdo delati, da bi si nabrala dovolj zalog hrane za zimo. Arlo je prisegel mami, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da ne bodo ostali brez živeža. Nekega dne je Arlo pobiral koruzo, ko je naletel na prav tistega škodljivca, ki sta ga takrat lovila z očetom. Če ne bi bilo tebe, bi bil moj oče še vedno živ, je zakričal in se pognal za čudnim bitjem. Prignal je škodljivca vse do brega reke. Stvor je imel med zobmi koruzni storž in je nerazumljivo čebljal. Arlo se je pognal v napad, pri čemer sta oba izgubila ravnotežje in padla v reko. Na srečo se ni Arlu nič zgodilo. Opraskan, premočen in neznosno sam se je skobacal na breg, z vseh strani obkrožen z visokimi pečinami. Opazil je, da je tudi čudna mala pošast nepoškodovana prilezla na breg. Sedela je na robu pečine in presunljivo zavijala. Vsega si ti kriv, je zakričal dinozavrček. Začel se je vzpenjati po skalah, da bi se ponovno pognal proti vsiljivcu. Ko je priplezal na vrh, je opazil, da ga je rečni tok odnesel daleč od doma. Čeprav je imel z vrha razgled na vso dolino, nikjer ni videl domače kmetije. Arlo se je napotil vzdolž reke, vedoč, da bo slej ko prej našel domov.
Bil je lačen in utrujen. Ko je poskušal utrgati nekaj sadežev, se mu je ena od nog ujela v skalnato razpoko. Znašel se je v pasti in tako ujet je dočakal noč. Na koncu je od utrujenosti zaspal. Ko se je prebudil, je presenečen odkril, da lahko svobodno premika noge. Past je kot po čudežu izginila. Začelo je deževati. Arlo si je iz vejevja na hitro postavil zasilno zavetje in v njem prevedril. Ko se je zjasnilo, je opazil, da mu je čudna mala pošast, ki jo je lovil prejšnji dan, prinesla nekaj hrane. Mogoče pa ta stvar sploh ni bil tako slab. Je bilo mogoče, da ga je on osvobodil pasti, v katero se je bil ujel prejšnji večer? Ker je bil še vedno lačen, se je odpravil iskat jagode. Tokrat je dovolil malemu bitju, da mu sledi. Nenadoma pa se je iz grmovja pojavila gromozanska kača. Arlo kar ni mogel verjeti svojim očem, ko se mu je malo bitje postavilo v bran. Kača jo je ravno dobro odkurila, ko se je iz bližnjega gozda prikazal ogromen stirakozaver. Na njegovih rogovih so sedele najrazličnejše gozdne živali. Izkazalo se je, da jih prenaša seboj, ker mu pogosto priskočijo na pomoč. Arlo je sklenil, da bo poslušal nasvet stirakozavra in tudi sam udomačil svojo malo zverinico. Poimenoval jo je Flek. Noč se je spustila nad gladilom mirnega jezera. Hitro se je izkazalo, da imata Flek in Arlo več skupnega, kot bi si mislil na prvi pogled. Ker Flek ni znal govoriti, sta se sporazumevala z risanjem v pesek. In kmalu sta ugotovila, da sta oba izgubila družinskega člana. Skupaj sta tulila v luno. Naslednji dan sta Arlo in Flek nadaljevala svojo pot domov, ko sta nenadoma naletela na skupino strašljivih tiranozavrov. Na njuno srečo se je izkazalo, da gre za prijazno družino tiranozavrov. Urha, Špelo in njunega očeta Berta. Bili so preprosti kmetje in so iskali svojo čredo dolgorogih krav, ki jim jo je nekdo ukradel. Arlo jim je ponudil kupčijo, ki je niso mogli zavrniti. Če Flek izvoha njihovo čredo, bodo oni v zameno njima pomagali najti pot domov. Tiranozavri s početka niso verjeli, da bo kaj iz tega, ampak Flek je takoj našel sled in vsi skupaj so odhiteli čez prerijo. S Flekovo pomočjo so tiranozavri brez težav našli čredo krav, ki se je pasla v zeleni dolini. Oče Bert je Arlo naročil, naj privabi kradljivce njegovega goveda. Arlo ni vedel, kako bi to storil. Takrat pa ga je Flek ugriznil v nogo in Arlo je na ves glas zatulil. Visoka trava je vzvalovala, nekaj se je bližalo. Arlo in Flek sta se znašla iz oči v oči s četverico velociraptorjev. Tiranozavri so brez oklevanja planili v napad. Ko so velociraptorji obkolili Berta, je ta poklical Arla na pomoč. Arlo ni okleval niti za hip. Enega od velociraptorjev je onesposobil z dobro umirjenim udarcem v glavo, nato pa pomagal tiranozavrom premagati še ostale napadalce. In na koncu so skupaj zmagoslavno zarjuli. Ta večer je trojica tiranozavrov pripovedovala Arlu o svojih neverjetnih dogodivščinah. Arlo je žalostno priznal, da bi si tudi sam želel poguma za enako imenitna dejanja. Njegovi novi prijatelji so mu zagotovili, da je strah mogoče premagati. Še več, prav zaradi njega spoznamo, kdo smo. Kot so obljubili, so tiranozavri Arlu pomagali najti pot domov. Arlo je v daljavi zagledal vrh gore, ki se je obsijan soncem dvigoval iz meglic in oblakov. Tako je vedel, da je to gora, ob vznožju katere je njegov dom. Dvignil je Fleka, da je videl tudi on, in obema je zaprlo sapo.
Nažalost pa to še ni bil konec njunih prigod. Na lepem so nebo zatemnile zlovešče krilate postave. Mlada pustolovca so napadli pterodaktili. Eden od njih se je pognal proti Fleku in čeprav ga je Arlo objemal z vsemi močmi, mu je pterodaktil iztrgal in odletel z njim v modrino. Arlo se je spomnil, kako hudo je bilo, ko je izgubil očeta in ni bil pripravljen izgubiti še edinega prijatelja. Hrabro je stekel skozi dež in strele, dokler ni ob reki dohitel pterodaktilov. Flek je bil ujet v trohnečem deblu, ki ga je obdajala deroča reka. Arlo se je brez oklevanja pognal v napad. Udaril je po pterodaktilih, zdaj z glavo, zdaj z repom in hitro dosegel premoč. O preplašenem, bojazljivem dinozavru ni bilo več ne duha, ne sluha. Nenadoma so se tla pod njegovimi šapami zatresla. Arlo je uganil, kaj to pomeni. Kmalu bo po reki navzdol prišel veliki val. Brez razmišljanja je pohitel Fleku na pomoč. Ko je priplaval do njega, se je Flek še naprej pogumno branil pred napadi pterodaktilov. Nenadoma je nad njiju izgrmel orjaški val vode in jo odplavil. Arlo in Flek sta se poskušala boriti s tokom, a zaman. Nezadržno sta se bližala slapu. Arlo je stisnil Fleka v objem, zamižala sta in padala v brezno. Ko je priplaval na površje, je Arlo še vedno objemal Fleka. Odplaval je na breg in odložil prijatelje na pesek. To se mu le ni kaj zgodilo. V tistem hipu je Flek zakašljal in odprl oči. Deček in dinozaver sta se nasmehnila drug drugemu. Bila sta živa in zdrava. Naslednje jutro na vse zgodaj sta Arlo in Flek prispela v Arlove domače kraje. Tam jo je čakalo presenečenje. Približala se jima je človeška družina, ki je z zanimanjem pozdravila Fleka. Čeprav so ga toplo sprejeli, se jim je deček iztrgal in stekel nazaj k svojemu dinozavrskemu prijatelju. Arlo je vedel, da Flek ne more ostati z njim, saj je bilo njegovo mesto med ljudmi. Deček in dinozaver sta se še zadnjič objela, nato pa se je Flek odpravil naprej s človeško družino, ki ga je sprejela medse kot družinskega člana. Arlo je sam nadaljeval pot. Proti večeru je v daljavi zagledal domačo kmetijo. Mama Ida najprej sploh ni prepoznala močnega, samozavestnega dinozavra, ki se je približeval. Nato je poklicala Lili in Bora, da so se vsi štirje po dolgi ločitvi zopet ljubeče objeli. Arlo je zdaj smel na družinski silos pritisniti odtis svojega stopala. Oče je mesto tik zraven svojega prihranil zanj, če bi izpolnil nalogo, da se znebi škodljivca, ki je pustošil po njihovem koruznem polju. Toda Arlo se škodljivca ni le znebil, temveč ga je tudi vzljubil z vsem srcem. Bravo, Arlo in Flek! Kakšno trdno prijateljstvo se je razvilo med vama, prav neverjetno. In verjamem, da sta se še kdaj srečala ter se odpravila na kakšno novo, nepozabno pustolovščino. Liam in Zala, najlepša hvala za idejo o navdihujoči zgodbi, ob kateri smo uživali prav vsi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zabavni pravljici z naslovom Užaljena metla in ljubeznivi sesalec, med katerima se je prav tako razvilo prijateljstvo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Liamu in Zali, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in ne pozabite. Prijateljstvo je tisto, ki nam daje moč, in prijatelji so tisti, ki nam lahko pomagajo premagati vse ovire. Pošiljam vam dinozavrski pozdravček. Čau, čau! Bravo, Arlo. Si pa res postal pogumen.